Fiat Tipo je še vedno, ali pa dajmo reči ponovno tukaj, ampak lej, dostkrat pravite, Ciril, več navadnih testov, običajnih, preprostih avtomobilov, ki so tudi bolj dostopni kot tisti dragi. Ja, prav? Lej, jaz ne vem, če se že takole nadaleč vidi, ampak tole je Fiat Tipo. Avto, ki ima v slovenskem prostoru, predvsem pri tistih, ki smo mogoče malo starejši, dajmo reči od 30 naprej, posebno težo. Zato, ker Fiat Tipo je bil včasih, predvsem v Sloveniji, pa tudi marsikje drugje, zelo prodajen avto. Zelo uspešen in v mislih marsikoga tudi na ravni vseh takratnih njegovih tekmecev, vključno z Golfom. No, skozi leta se je pa situacija majčkeno spremenila, zato ker, Fiat Tipo je še vedno, ali pa dajmo reči ponovno tukaj, ampak njegova vloga se je pa malo spremenila. Postal je, pa to ni zdaj slabšalno, nizkocenovni, zgleda vrhunsko, če vprašaš mene, je precej samozavesten. Obenem je pa v primerjavi z večino tekmecev njegovega segmenta dostopnejši, cenejši. A pa dobro, dajmo stopiti korak nazaj. Fiat je Tipa na avtomobilski trg vrnil leta 2015, torej pred 6 leti. Lani oziroma letos ga je pa Fiat posodobil, zato da je ostal v stiku, ko pride do teh, varnostnih elementov. Zdaj, jaz se s Tipom vozim naokrog že nekaj časa, pa veš kaj je ta prva stvar, ki jo ljudje opazijo? Logotip. Vsi pravijo, čak malo, a je Fiat to zamenil? Drži. Nov logotip je tudi mimogrede odlično integriran v celotno masko in po mnenju večine zgleda kul. Kako zgleda tebi? To moraš ti povedati. V tem primeru gre seveda za karavana, kar si po moje že opazil. Seveda obstaja tudi v kombi limuzinski izvedenki in obe sta približno enako lični. Zdaj, kar se same prenove tiče, je treba poudariti, da je bila precej obsežna. Od zdaj naprej imaš recimo lahko tudi digitalno instrumentno ploščo, kar je hecen pa zanimiv, zato ker, a ti veš, da je imel Fiat Tipo že praktično, ali pa dajmo reči, šlo 30 let nazaj, tudi digitalne merilnike. Za svoj čas, takrat, daleč nazaj, je bil v vrhu svojega segmenta, pravzaprav je bil izjemno prostoren, pa tudi celostno zelo napreden. Zdaj se je situacija malo spremenila. Pa dobro, treba je povedati, da po prenovi naprej lahko svet tudi z novimi LED žarometi, ki so razmeroma učinkoviti, ampak njegovo bistvo se pa ni spremenilo. Fiat Tipo ostaja zelo preprost avtomobil, kar je v tem primeru absolutno njegova prednost. No, to pa cena, ampak prijemo do tega pol, pojmo zdaj noter. Poglej, takole izgleda voznikovo delovno okolje oziroma kar celoten kokpit in kar vidiš je digitalna instrumentna plošča, katere vsebino lahko prilagajaš. Lahko imaš potovalca, lahko imaš sporočila oziroma muziko in tako naprej. Tudi navigacijo, valjda pa asistenčne sisteme. Celotna kabina je oblikovno, dajmo reči, neizrazita, ne izstopa preveč, je robustna, preprosta, velike trde plastike, pri kateri se poznajo tudi praske, ampak, a veš, treba je nekaj razumeti. Vsega ne moreš dobiti. Dobiš pa razmeroma veliko prostora, dobiš razmeroma veliko komforta. Stikala za klimo so recimo pomirjujoče velika, kar bo ustrezalo marsikomu. Piano plastike je zelo malo, zasloni so tudi zelo majhni. Ampak jaz recimo moram priznati, da se nad tem umestnikom nimam kaj dosti za pritoževati. Ponuja neke osnovne funkcije, ki jih od sodobnega avta zahteva praktično vsak in jih tudi dobi. In jaz mislim, da v tem trenutku gledaš delovno okolje voznika, ki je ergonomsko zelo ustrezno, preprosto, ampak bi se moral marsikdo tukaj noter počutiti dobro. V tem primeru avto poganja bencinski litrski trivaljnik, ta nadomešča 4-valjnika z 1,4 litra prostornine, vseh kilovatov je 75, kar pomeni malenkost čez 100 konjev, če se ne motim. In trivaljnik je združen z ročnim menjalnikom, ki ima sicer zelo dolge, pa predvsem nenatančne hode. Moram reči, da je ta kombinacija menjalnik motor. Se mi zdi, da se včasih ne razumeta najboljš. Boljš je, da ravnaš umirjeno. Sicer pa tako, če nameravaš biti velik na avtocesti, potem poglej še v smer dizla. Več navora, več zmogljivosti, poraba med 6,8 pa 7,8, pač odvisno kako sem pedal. Sicer je pa splošna uporabnost kabine zadovoljiva, ampak ne več kot to. Imamo sicer en USB izhod, odlagališče tukaj pod stikali klimatske naprave, dva razmeroma majhna cup holderja, en skromen predal, predvsem pa predali v vratih bi lahko bili
malo bolj prostorni. Prostor druge vrste, tukaj nimam pripomb, dovolj ga je za glavo, za kolena. A pa mogoče, preden gremo še kufer pogledati, ne pozabi, da je od zdaj Fiat na voljo tudi v izvedenki, se mi zdi, da se reče Cross, se pravi malenkost dvignen, zgleda precej cool, da ga pogoogli. Drugače pa karavan od kombi limuzine daljši za, mislim, da dobrih 25, pa dajmo reči 26 cm. Prtljažnik je seveda bistveno večji. V kombi limuzini, namenoma nisem ven stvari jemal, da boš mogoče videl, kako se kakšne stvari razporedijo. Kufer pri kombi limuzini ima 440 litrov, kar je več od povprečja segmenta. Medtem, ki je pri karavanu 550 litrov, kar je malo manj od povprečja segmenta, se mi zdi, da predvsem zato, ker je razmeroma ozek, imaš pa pol dodatna odlagališča tudi v vogalih. V mojem primeru vidiš, da je precej nabasan z nahrbtniki, z boksom od Gizmota, žoga, ta mala manj stav tukaj, dilo imam sabo, kupenih malenkosti, tal nakladan rob je ni preširok, je odporen, valjda je na voljo, zdaj to težko dvignu, opa, dvojno dno. In kaj sem se zdaj naučil, tudi če imaš prtljažnik praktično polno naložen, ne, da lahko dvojno dno brez težav, evo, če sem takole spustiš, pa dobiš še par dodatnih litrov, polica pa itak lepo sede v dno. Je pa full hecen, zato je skate ostal v luftu in to ti dobro pokaže, za koliko se pravzaprav spusti polica. Jaz bi rekel, da je tole več kot 10, manj kot 15, da moraš 12 centi pa pol, nekaj tacga. Za konc pa valjda še cena. Poglej, za Fiat tipa, za običajnega, ne za karavana, bo treba v osnovi ušteti dobrih 16 jurjev, toliko je najnižja cena, ne vem pa zdaj, če ponuja Fiat kakšne popuste, ugodnosti in tako naprej. Če boš zbral karavana, te bo to koštalo od jurja do 2 jurja več, pa seveda odvisen, katero opremo boš zbral, pa za kater motor se boš odločil. Evo stari, in to je v osnovi to. Zdaj veš, kakšne vrste avto je ta nov Fiat tipo, veš, česa ne smeš, oziroma kaj moraš, ali pa dajmo reči, lahko pričakuješ. In to je to. Oglas se v komentarjih, kakšno je tvoje mnenje, ali pa mogoče še boljš, tisti, ki ste mogoče malo starejši letniki, kakšne so pa vaše izkušnje kaj s tistim. A veš, ki nam gre vsem, ki smo 30 plus po glavi, s tistim iz 80-ih. Me zanima. To je to. Lepo se mej. Ajde.